Erika, se spomniš ti, ko smo se v šoli učili o tem, kdaj smo ljudje začeli uporabljati železo in z njega kaj izdelovati? Čakaj, zakaj me pa to sprašuješ? A mogoče dvomaš v moje znanje zgodovine? Ma ne tako, malo sem že pozabila te stvari, a veš, kaj je že bilo mlajša kamena doba, pa starejša kamena doba, pa pol je bil neki baker ali ne, kositer, pa... Čakaj, okoli teh kovin ti bom jaz razložil. Prvo je bil baker, potem kositer, šele nazadnje pa železo. A ja, se res, ja, pa Kelti so bili ful dobri v tem, da so znali ful lepo izdelovati stvari iz železa, a ne? Tudi jaz nekaj vem. Imam pa jaz zdaj eno nalogo zate, ne? Daj povej mi nekaj, ne? Poglej te stvari in mi povej, kjera je tista oseba, brez katere ne bi mogli tega imeti. Recimo tega zamaška, tako. Ja, ne vem. Recimo direktor, delavci, tisti, ki to zamejemalko oblikujejo, tisti, ki plastiko delajo. Brez teh ljudi verjetno tega ne bi. To je vse res, da brez teh pač tega ne bi mogli biti, ampak ne, je pa ena oseba, ki izdela orodje, iz katerega se potem naredijo vse te stvari. In to je, ne veš, orodjar. Orodjar? Ja. Mi posvečamo izobraževanjem in usposabljanjem posebno pozornost. Vsaj 3 vrste izobraževanj imamo. V prvi vrsti imamo tukaj interna izobraževanja, ki jih izvajamo za vse zaposlene, kar v okviru podjetja. In ponavadi so predavatelji oziroma ti učitelji kar zaposleni tukaj, ki so dobri strokovnjaki in ki tako prenašajo to dobro prakso, to organizacijsko kulturo na sodelavce, bodisi tiste, ki so dolgo že tu, ali pa tiste, ki tudi niso tako dolgo tukaj. Renato, ti si že postal orodjar, končal si šolanje, zdaj ga nadaljuješ, tako da verjetno zelo dobro veš, kakšne lastnosti mora imeti orodjar. Ja, no, delo orodjarja je v glavnem ročno, zato mora imeti dobre motorične sposobnosti, mora biti potrpežljiv, natančen in iznajdljiv, torej imeti mora sposobnost reševanja tehničnih problemov, ki nastajajo pri samem delu. Ta moja orodjarna je v bistvu, bi rekel, nastala spontano, zaradi nuje po preživetju. Predvsem je pa nekaj, veste, te stvari, če jih nekdo dela iz ljubeznijo, potem lahko ima veliko tem. Za vse te proizvode v ozadju je potrebno izdelati orodje in to imenujemo mi kovaško orodje. To so topna orodja za kovanje v vroče. Se pravi, začne se z tehnično dokumentacijo, izdelava risbe, izdelava 3D modelov, se pravi, naredi se računalniški model, ki je najprej osnova za izdelavo računalniškega programa za izdelavo orodja. Orodjar izdela orodje za te izdelke. Tu gre za HSC reskanje, se pravi, ena operacija, ki se izvaja na tem stroju, pri katerem normalno se menjuje vsa orodja, pridemo do končne geometrije orodja, iz katerega potem odkujemo določene izdelke. Bi lahko midva zdajle si recimo izbrala, da rečeva, da hočeva 100 000 kosov nečesa, pa bi nam lahko izdelali kakršenkoli... Kakršenkoli. Jaz imam recimo tukaj šop ključev, ne? Ja. Bi vi lahko izdelali, recimo vzamemo ta dva, tak ima plastičen del in kovinski in pa tegale, ki je kovinski, pa kako bi to izdelali? Vedno lahko izdelamo, vendar je ko. Če gledamo ta ključ, ki ima plastičen in pa kovinski del, bi mogli izdelati najmanj 2 orodja. Eno orodje za predelavo surovca, kovinskega surovca, ki je del ključa, namreč ta del ključa, ki potem odklepa seko, za vsako ključavnico posebej brus. To se pravi, bi bil surovec, ki bi bil univerzalen za vse ključe. Drugo orodje bi bil pa za oblivanje tega izdelka s plastiko. In zdaj,
recimo orodje za štancanje tega surovca ni nekaj groznega, je v bistvu relativno pocen zadeva, ki je enostaven kos, ne? Medtem ko orodje za zalivanje s plastiko bi pa kar bil majhen bolj, zaradi tega, ker imamo dva problema. En problem je, da noter že vstavljamo kovinski kos. In mora biti orodje tako narejen, da ta kovinski kos lahko ali manipulator ali pa delavec vstavlja. Rekli ste 100 000 kosov, to bo verjetno delavec. Če bi rekli milijon kosov, bi naredili orodje, ki bi bil že manipulator zraven, da bi vstavljal te kose. Nič več človeka. Namreč človek je največji problem v proizvodnji. More je tlulat, zboli, glava ga boli, en kup problemov. Mašina dela noč in dan. Ne vpraša potem, ona samo, da ima energijo, da ima tisto, kar mora biti, pa dela noč in dan. Gospod Sojič, kakšne so potrebe danes po orodjarjih med delodajalci? Torej, potrebe po orodjarjih oziroma po oblikovalcih kovin, imenovanih tudi orodjarji, so zelo velike, še posebej na območjih, kjer je industrija na področju strojništva zelo razvita. Intenzivno jih iščejo delodajalci z področja strojništva. Potem verjetno ni problemov glede štipendij, ne, za bodoče dijake, ki se odločijo za poklic orodjarja. Delodajalci podeljujejo štipendije kar v precejšnjem številu, še posebej v 2. in v 3. letniku. Želimo pa, da bi poleg štipendij delodajalci ponudili še tudi kakšne druge bonitete. Kakšne recimo? Kot so brezplačen prevoz, topli obrok, ki ga sicer zdaj že financira država, možnost počitniške prakse, mogoče delovna obleka in podobne zadeve.